Miha, po projekciji je delati intervju sila nehvaležno delo. Sploh danes, ker bi najrajš se pogrezala v tišino, pa uredila svoje misli, ker čustva, pa moje misli so šle med filmom od razočaranja do popolnega šoka. V glavnem pretresena sem ob tem, ko sem ga končala. Brez skrbi, točno tako je bilo načrtovano. Torej, to reakcijo pričakuješ od vseh? Ja, in moram reči, da do zdaj se je zelo uresničilo na projekcijah in tako. Zdaj, če si starš, te ta film sigurno ne bo pustil hladnega. Ne? Jaz sem mama in sem zelo boleče občutila stisko glavne junakinje, ampak ne gre samo za to, da bi starši našli zgodbo zase v tem filmu. Slehernik se v bistvu najde v njem lahko, ne? Ja, ker v bistvu je to zgodba o neki ženski, ki pride roditi, pa potem v porodnišnici ugotovi, da pač ne obstaja več. Ne. Kar pomeni, da je to zgodba, ki jo vsaj delno razume lahko vsak od nas in jo tudi občutne. Nedavno si izgubljen v kolesu neke birokracije, amben ni za nič odgovoren, vsi se te podajo levo, desno. In to je nekaj, s čimer se načeloma v majhnih količinah srečujemo vsi vsakodnevno. Ne. Tle seveda je pa življenjsko usodno. Glavna igralka je svojo vlogo odigrala fenomenalno. A lahko ponovim za tabo? Fenomenalno, res. Kako ste jo našli? To pa je bil, mislim, zdaj tako, ne. Jasno je bilo, da je ona v vsakem prizoru tega filma, ne, v vsakem posnetku, kar pomeni, da mora biti fenomenalna. In iskali smo zelo dolg in zelo na širok, ne. Iskali nismo zdaj samo po Sloveniji, iskali smo tudi širšno, od Nemčije do Srbije in tako naprej. In potem smo seveda našli Judito Franković, Brdar, ki je načeloma hrvaška igralka načeloma, ne. In izkazala se je za izjemno dober izbor. Pot od ideje pa do tega, da zdajle sediva v tejle dvorani, po projekciji, je bila kar dolga, zahtevna. Dolga. Jaz mislim, od prve verzije zgodbe je vsaj 10 let do tega trenutka minilo. Tako da je to res neka taka zgodba, da sem jaz najprej napisal scenarij, pa potem kazali, da ne bo, pa sem napisal roman, pa je spet kazali in tako naprej. Tako da na srečo, da producent Frank Celarc, Gustav Film, ni nikoli odnehal, no. Ker jaz sem imel že odnehal, moram priznati. On je bil tisti, ki je do konca držal. Ker je rekel, bomo posneli, in jaz sem mislil, mogoče ima vročino, ampak posneli smo. Ampak dejstvo pa je, da tudi brez sodelovanja tega filma ne bi bilo. Film je slovenski, pa vendar, ne? Absolutno, ne. Ta nek zagonsko-slovenski seveda, ampak potem zraven so še koproducenti od Nemčije, Hrvaška, Srbija in evropski skladi, tako da je to seveda nek mednarodni film. Predvajali so Izbrisano že na nekaj festivalih, tudi kar nekaj projekcije že za njo. Kakšni so pa vtisi? Ti si bil kar na nekaj njih, in si te vtise zelo direktno doživel. Ja, ker so pač to festivali ali pa premiere, jaz takoj po filmu grem na oder, ne. In to mi da neverjetno možnost, da je tam polna dvorana in jaz jih pogledam v oči in vidim, da so to neki ljudje, ki so čustveno čisto zadeti, no, res. Tako. In to je fenomenalen občutek, fenomenalen. In če bi rekla te odzive, ki jih pogledava, rekel si že na začetku, no, da je točen tak učinek, ki si ga želel doživeti, pa vendar, daj, strn mi par teh vtisov, ki si jih bil deležen. Jaz sem hotel narediti neko zelo intimno zgodbo, ki je na koncu vprašanje o identiteti, o vsem, kaj nam država garantira, pa kaj nam da ali pa ne da. In s tem se lahko vsak človek poistoveti v principu, ne, in začne o tem razmišljati. Ampak hotel sem imeti tudi čustvene odzive in film je narejen tako, da ljudje čustveno reagirajo. Je pa nekaj, kar pa nisem predvideval in sem pa zelo srečen, da se je to zgodilo, in to je to, da je to film, po katerem se ljudje nočejo razideti, ampak oni bi zdaj pa debatirali, čakajte malo, dajmo se mi malo pogovoriti o filmu. In recimo, to se je zgodilo do zdaj na vseh projekcijah, ne, ljudje nagrejo iz dvorane, ampak oprostite, dajmo podebatirati. In recimo na italijanski premieri smo imeli ob 10. zvečer je bil sicer film, in potem ljudje niso hoteli iz dvorane, hoteli so podebatirati o filmu in so nas
naslednji dan ob pol enih po noč so nas organizatorji vrgli ven iz dvorane, da zdaj morajo pa res že kino zapreti. V bistvu je bil prej v tujini, kot pa doma tale film, a ne? Sicer Ja. na Slovenskem filmskem Je bil festivalu. pokazan, Ja. ja. Kako so ga pa v tujini razumeli? Mogoče samo zato, da poveva, a ne, da ta zgodba vendarle je univerzalna, da ne gre za tako samo nam lastno. Ne, absolutno ne gre. To je mislim, vsak od nas ima to izkušnjo, da je izgubljen, kdaj je bil v birokraciji. No. In ta izkušnja je pač univerzalna človeška izkušnja 21. stoletja. Ne. In zmeraj več je te birokracije in zmeraj več je tudi izgubljenih ljudi. Ok, posebej pa seveda vsem to zgodbo o tem izbrisu, ne, in posledic tega izbrisa. Kakšne odzive pričakuješ tudi sicer? Zdaj je bila recimo temu tudi zelo intimen film, si je pogledala, precej intimna družba. Zdaj pa gre ta film svoje življenje naprej. Eno so čustveni odzivi, pa vendar film je tako širok, da lahko pričakujemo verjetno reakcije, tudi drugačne reakcije. No? Po mojem lahko pričakujemo vseh sorta reakcij. Ampak moj namen je bil pri temu pokazati v bistvu, kako lahko neki zakoni, ne, ker mi zmeraj, ko sprejemamo nek zakon, ne, udarimo s tem zakonom tam neke druge, ostale, ne, neke statistike, neke številke. Ne. Ampak zakoni zmeraj udarijo neki ljudi, ki so čisto običajni ljudje, tako kot smo mi. In če nič drugega ne ostane, jaz mislim, da to pa postalo za temu film. Čestitam. Najprej tišina v dvorani, a ne? To je Potem tisto, pa kar pogovor. ostane. Tako, In mislim, da potem pa točno to pogovor. rabimo, pogovor. Ne. Super. Hvala. Hvala. Kaj? Po mojem je bilo v redu, no. Po mojem je bilo v redu, če ne bo pa Frank rekel, da ponavljava vajo. Lej.